Startup Studio. Dober dan, drage poslušalke in poslušalci. Martina Arčon vas bom vodila skozi današnjo oddajo in takoj na začetku seveda povabilo k poslušanosti. Prav danes začenjamo z novim nizom oddaj Startup Studio na Radiu Robin pod pokroviteljstvom, bi lahko rekli, Mestne občine Nova Gorica in seveda s podporo Primorskega tehnološkega parka. Prvo vprašanje, ki ga zastavljamo pravzaprav sebi in vam, ki ste danes z nami, kako znanjem do uspešnega podjetja. In mislim, da bomo danes podali konkretne odgovore in vas prepričali, da boste morda postali člani Go Startup Akademije, ki jo pelje Primorski tehnološki park. In zato v našem studiu pozdravljam dva gosta. Mitja Mikuš, vodja programov Startup skupnosti v Primorskem tehnološkem parku. Dober dan. Dober dan. In Marjana Simčič-Humar, vodja marketinga, prav tako iz PTP-ja. Živijo, lepo pozdravljeni. Kaljenje novih idej, novih znanj in tisti, bom rekla, pomemben push-up, ki ga potrebuje na momente vsak, ki se podaja ali je na podjetniški poti. To imate, Mitja Mikuš, v mezincu v Primorskem tehnološkem parku? Ja, lahko bi rekli, da ja, nekaj že vemo o tem. Tako da že vrsto let organiziramo takšne in drugačne programe, vse v podporo startupom, podjetjem, ki želijo zrasti, biti uspešnejši oziroma postaviti podjetje na mednarodni trg in nudimo jim vse znanje, podporo, mrežo, izkušnje drugih izkušenejših podjetij in s tem znanjem oni lahko razpolagajo in tako so bolj uspešni. Marjana Simčič-Humar, spoznati, kdo vse se ustvarja najbolj dinamično podjetniško skupnost daleč na okrog, to je med drugim vaše poslanstvo? Pomagati spoznati? Tako je, tudi zato smo danes tu in prav veseli smo, da se vračamo z serijo oddaj Go Startup Studio, ta jingle, kar tako navda z energijo. Ja, pravzaprav naše delo je to, da podjetnikom omogočamo, tako kot je Mitja omenil, rast in razvoj in s tem, ko tudi v radijskih oddajah in z drugo pojavnostjo na spletu to informacijo širimo, ker naša dejavnost je namenjena vsem mladim podjetnikom oziroma ustanoviteljem podjetij na severnem Primorskem in zahodni Sloveniji in radi bi videli, da čim več takih se obrne na nas. V naših oddajah bomo pravzaprav govorili, kako stopiti na podjetniško pot. Danes z vaše strani Primorskega tehnološkega parka, v nadaljevanju se nam bodo pridružili izkušeni podjetniki in tisti, ki bodo z nami delili izkušnje tega, bom rekla, vzpona, rasti, poslovanja. Ampak, če bi na kratko odgovorili Mitja na vprašanje, kako stopiti na podjetniško pot, bi se odgovor glasil kako? Kako stopiti to vprašanje je zelo... V ravno prav v velikih čevljih, kaj ne? Ja, ravno prav v velikih čevljih. Pomembna stvar je znanje, s katerim stopamo na pot, se pravi, vsak podjetnik samo razvedati njegovih omejitev in tam, kjer so te omejitve, jih nadgraditi v smislu znanja. In predvsem vsak podjetnik ima za cilj, da ima zadovoljne stranke, ne pa da gradi recimo produkt za lastne potrebe. In mogoče v tem mindsetu začeti, to je dobro priporočilo. Teorija ali praksa? Saj vem, da boste, Marjana, rekli teorija in praksa, pa vendar. Oboje, ampak zdaj, da se navežem mogoče tudi na prejšnje vprašanje. Pred časom sem govorila s podjetnico, ki je rekla, ko sem dala odpoved v službi in sem šla na podjetniško pot, je bil občutek tak, kot da sem skočila v brezno, da sem zajela zrak in sem skočila noter, ampak želela sem to narediti. In mi smo tam nekako, da predstavljamo to mrežo, da te obvaruje pred udarci in mogoče, da ne delaš tistih napak, ki jih res ni potrebno narediti na svoji podjetniški poti in tako lažje rasteš. Zakaj je to prava odločitev? Tako je, kadar podjetnik ima podjetje, recimo v prvem letu poslovanja, je tako, pri podjetništvu se gre za prodajo in organizacijo in kako organizirati neke stvari, kako zaposlovati, delati v timih. To so veščine, ki niso nam prirojene in si jih moramo naučiti in je
pomembno, da se učimo od ljudi, ki že imajo izkušnje, ne pa da delamo lastne Tako napake. je ta čas učenja krajši. Ne ponavljamo napak, ki so jih drugi pravzaprav že dali skozi. Poleg tega pa jaz pravim, da to je eno najtežjih poklicov na svetu in pri tem ne smemo biti sami. In mora se najti krog ljudi, podjetnikov, istomislečih in s katerim lahko imaš debate na višjem nivoju o temu in tako pač si v nekem krogu, kjer vse temelji k temu, da podjetja rasejo, se razvijajo in pač so uspešna. Se pravi, nova znanja pridobivaš iz tistih, ki so uspešnejši in tistih, ki stopajo po isti poti, začetni poti kot ti, se pravi, izkušnje, praksa, to je tisto, kar ti da še večji push-up za naprej, morda? Definitivno. Hočeš se obkrožiti z izkušenejšimi od tebe, da od njih črpaš neko znanje in s tem rašeš, isto pa potem deliš svoje znanje naprej. Tudi v programih v akademiji so v bistvu predavatelji, so podjetniki, ki se prelevijo v predavatelje in delijo skozi lastne izkušnje in pač tudi na delavnicah se dela na podjetjih udeležencev in se dejansko podjetniki v vlogi predavateljev svetujejo, mentorirajo skozi delavnice 1 na 1. Govorimo o skupnosti, Marjana, kaj ne, ki povezuje podjetnike in bodoče podjetnike. Ja, prav zanimivo, ne, da ima ta skupnost tak pomen, kajti podjetnike poznamo kot individualiste, ne? Oni zelo cenijo svobodo in to, da lahko ustvarjajo in nočejo biti vezani. To v pogovorih s podjetniki, ki smo jih opravili, največkrat se tako izrazi, ne? Po drugi strani pa si v tej svobodi marsikdaj sam in nimaš povratne informacije, se nimaš s kom pomeniti, mogoče tudi v družbi prijateljev nimaš ravno podjetnikov, ne? In prav, ko se tako dobi ena manjša skupina ljudi in se vzpostavi to zaupanje, ne, med njimi, tekom GoStartup Akademije, vidimo, da nekako se učijo iz dobrih praks, pa tudi tistih slabih, ne, tudi tisto, česar ne narediti tega, ker ne, to pa res je napaka. Se ni išlo in se ne bo išlo. Kako vse skupaj poteka? Zdaj, GoStartup Akademija je v bistvu ima danes letos 2 programa. Prvi program GoStartup je namenjen podjetnikom ali mogoče projektom, ki so v zaključni fazi tik pred nastopom na trg. In za 12 izbrancev bo organiziranih 12 delavnic, 2-krat na teden, v oktobru in novembru. Predavatelji so različni, predavanja bojo potekale od 4 popoldne naprej, 3 do 4 ure. In v bistvu predavanja potekajo tako, da je v bistvu se gre za to, da ima predavatelj eno uro mogoče neke teorije, pa v bistvu gre od udeleženca do udeleženca in se pač obravnava tematiko na njegovem primeru, ostali pa poslušajo. In v bistvu jaz temu rečem 1 na 1 skupinsko svetovanje. In če 12krat slišiš neko tematiko, verjetno potem veš kar nekaj o tem. No. Se pravi, to je program Startup. Potem je pa še druga novost. Drugi program, ki smo ga dodali zraven, je pa program podjetništvo. Je pa nastal zaradi tega, ker smo zaznali, da je dosti manjših SP-jev, ki so usmerjeni v lokalno okolje Goriške, Slovenije, v lokalni trg in te pa niso dobili pravega izobraževanja in tako da smo dodali ta program in zdaj v bistvu pokrivamo večji opus podjetnikov. Se pravi, nekdo, ki ima manjši SP in želi delati tle na lokalnem okolju, je program podjetništvo za njega. Nekdo, ki ima podjetje, ki ima potencial na mednarodne trge, pa tudi verjetno je produkt tak, ki samo v Sloveniji ne bi uspel, rabi se širiti za uspeh, je pa startup program za njega najbolj primeren. Mitja, predstavili ste letošnjo novost. Imamo 2 programa, program Startup in program podjetja. Ampak, Marjana, vprašanje je, za kateri program naj se odločim? Ja, to je zanimivo vprašanje, ne? Zdaj, Startup torej je za podjetja, ki, kot je omenil tudi Mitja, ki so usmerjena na tuje trge oziroma ki imajo produkt, ki pravzaprav morajo presegati Slovenijo. Ne?
Zaznali pa smo tukaj v okolju, da je veliko takih podjetij, ki niso tako usmerjena, ampak vseeno potrebujejo znanje za rast in lahko dodajajo vrednost. To so razne storitve, razne agencije, svetovanja, ne vem, tudi produkti mogoče, ampak taki, ki jih so bolj usmerjeni na slovenski trg. Za te smo pa pripravili ravno tako 12 delavnic, ki bodo usmerjene, namenjene prav temu, da bo posel teh ljudi uspešnejši. Ampak na nek način gre za mentoriranje. Tudi ko ima nekdo konkretno težavo, konkreten izziv, ga skupaj z mentorji poskušate rešiti. Ja, prvič tako na delavnicah, rečemo, da so neke vrste skupinska terapija, ker tam je 10 do 12 ljudi. Dobro, letos pomembna novost 2-krat, torej 10 do 12, vzamemo več podjetij kot prejšnja leta. Potem pa, kar je pomembno pri programu Startup, dobijo mentorstvo podjetnikov. To bo mogoče Mitja več o tem povedal, kar je on boter, recimo, tega programa. Medtem ko pri programu podjetništvo pa bomo zelo veseli v ekipi Primorskega tehnološkega parka, da se usedemo večkrat na kavo, da predebatiramo strategije in skratka, da naša ekipa, ki je tudi v bistvu izkušena in ki je videla že veliko primerov, da kakšen nasvet oziroma da malo tako bdi nad nekom od točke A do točke B, da pač doseže neke cilje. Ko sem se pogovarjala z udeleženkami preteklih Startup akademij, je bilo prav to. Še danes grem v PTP na kavo, predebatirati kakšno morebitno težavo ali izziv. To je pravzaprav nekaj podarjenega, kar je fajn čuvati, če tako le rečeva. Ja, ta skupnost smo ljudje, tukaj mislim, da je imel največ teh kav, mogoče ti povej, kaj se tam dogaja. Izzivov se, kadar se enkrat lotiš lastnega podjetja, se ne manjka. In so vedno so tisti neprevedljivi, vedno so izzivi različni glede na rast, glede na fazo razvoja podjetja in ti rabiš v bistvu sogovornike pri tem. Tako kot v osebnem življenju imaš prijatelje, s katerimi se pogovarjaš, tako rabiš v poslovnem svetu podjetnike, sogovornike, s katerimi lahko predebatiraš tisto, kar ti roji po glavi, kakšne so možne in pač neke ideje dobiš nazaj, kaj bi lahko naredil. V bistvu se gre tudi čas za odkrivanje rešitev. Glede na to, da se velikokrat usedete, rekli bomo na kavo, kaj je tisti izziv, ki se morda največkrat ponavlja med mladimi podjetniki? Težava, s katero se največkrat srečujejo, pa ga skupaj rešujete? Mogoče to je vse odvisno od faze podjetja. Zdaj, na začetku, če je eno podjetje, ki je lih začelo neko stvar prodajati in mogoče s tem, ker je prodalo nekaj izdelkov, dokaže, da nekdo želi to na trgu, je v bistvu stvar v tem, kako dobiti tisti prodajni kanal, ki razdeluje. Tam, kjer vložiš 1 evro in dobiš ven 2. Potem, kadar to nekako gotoviš, zraseš, prodajati rase, potem moraš se začeti organizirati. Se pravi, ni več to, da nekaj narediš, ampak moraš začeti nek proces organizirati. Proces pride do nekih procesnih izzivov. Potem, kadar to urediš, zraseš spet, zdaj pa rabim ljudi. Takrat se želijo res pravi izzivi. Ko začneš nekoga zaposliti in se moraš ukvarjati z zaposlenimi, se pravi, so še neki taki odnosi, pridejo ven, takrat so pa še drugi izzivi. Za rast je potrebno nenehno delo. Tako. A to sodi tudi v vaš ta del mentoriranja, kot je Marjana prej rekla, ste boter temu? Moja vloga je, da povežem prave ljudi. Se pravi, z našimi podjetniki se pogovarjam, jih probam razumeti, kaj delajo, ki so njihovi izzivi in jih povezovati z pravimi osebami, ki imajo prave izkušnje. Ali to za enkratno kavo in dobijo nek odgovor, ali zato, da jih vključim v mentorski program in da delim nekega mentora, ki jim bo dejansko pomagal na nekem konkretnem izzivu, nekem konkretnem znanju. Še dobro, da pijete kavo. Ja. GoStart akademija, odločitev za podjetja, ki hočejo rasti, pa rdeča nit. Seveda se začenja v oktobru, ni to prva različica, je bilo, Mitja Mikuž, že kar nekaj ponovitev, bom rekla, vedno nekoliko drugače, sploh pa vedno drugi udeleženci, ki želijo rasti na svoji podjetniški poti, ampak če naredimo en pogled nazaj, kako uspešni ste bili?
Kakšno ceno bi podali? Tako, mi izhajamo iz podjetnikov, podjetniki tudi mene učijo, ne, in se pravi, naši produkti in GoStart Akademija je dejansko produkt Primorskega tehnološkega parka, se razvija tako po principih, ki jih tudi podjetniki uporabljajo. Mi smo začeli, prva različica je bila leta 2016, in potem je bilo kar vsako leto smo nekaj dopolnjevali, glede na to, kakšne feedbacke smo imeli. Prva različica, moram reči, da je bila zelo uspešna, medtem ko druga, ki je se ponovila po pol leta, bila totalen fiasko. In tako da hočem reči, da se učimo tudi mi na napakah. In tako da vemo, kaj je dobro, in zdaj bo 8. izvedba, mislim, je to pač res na nivoju, program, ki je na nivoju, in tudi v Sloveniji pač se šteje za program na nivoju. Nekaj, s čimer se Primorski tehnološki park lahko ponaša, Marjana Simčič-Humar. Ja, doslej je v tem okolju že skoraj 90 podjetnikov šlo skozi ta program. Nekateri so pri nas, oziroma kar lepo število jih je pri nas še inkubiranih, pomeni, da se vračajo v programe, se hodijo mentorirati in tako. Zdaj, na vsako generacijo seveda je par tistih 2, 3, ki so res, imajo neko, tudi lahko rečemo, eksponentno rast, ne. Recimo, da jih je na vsako generacijo tam okrog 5 ali pa eno lepo število, ki imajo dober posel, ne, par pa seveda takih, ki tudi odpade, ne, oziroma se tudi mogoče tekom let njihov podjetniški oziroma poslovni model spremeni, se začnejo z nečim drugim ukvarjati in tako naprej. Ampak kar je pomembno je to, ja, da vsi osvojijo neke veščine podjetništva, ki se jih drugače ne učimo. V šoli se tega naučimo, vsi dobro poznajo svoj produkt, svoje storitve, da bi pa nekdo te prav učil, podjetje pa tako postaviš, pa tega ne narediti, to pa naredi. In te usmerjal na poti, ne vzporedno. To pa dobijo na Startup Akademiji. Celo tisti, ki so recimo bili študenti na ekonomski fakulteti, pa recimo, da imajo neko kar bogato znanje, poglobljeno o teorijah, pravijo, ja, ampak to je pa direktno v prakso. Zdaj bomo vse to, kar sta povedala, preverili, če se strinjata. Namreč, če temu res tako, preverjamo pri Tjaši Jazbec iz podjetja Šerc d.o.o. GoStart Akademija je bila najboljša odločitev, kar bi jo lahko sprejela za novo podjetje, zaradi tega, ker so nam tam ponudili vse znanje in podporo za odprt podjetje, za ga voditi in za ga širiti naprej. Se pravi, brez te akademije bi se zelo, zelo težko znašli sami. Tam smo pa dobili v bistvu vse informacije in vse znanje, ki je potrebno za zagon in uspešno podjetje furati naprej. Katere izzive ste reševali, če rečem takole? Mi smo reševali izzive, kako ugotoviti, kdo so tvoje stranke, kako pozicionirati tvoje produkte na trg, kako priti do finančnih virov, kako marketing naprej, pač vse, kar je potrebno v bistvu za uspešno vodenje podjetja. Komu bi priporočili GoStart Akademijo? Priporočam je vsakemu, ki želi odpreti novo podjetje ali pa širiti svoje podjetje na tuje trge in ki potrebuje mogoče malo dodatnega znanja in eno podporno okolje, ki vedno stoji zraven. Takole izkušnja Tjaše Jazbec, kaj pa pravi Nina Bizjak iz podjetja Erlik d.o.o. Kaj ti je Nina dala izkušnja GoStart Akademije? Meni je v prvi vrsti dala neko podporo, ker so bili tam ljudje, ki so imeli podobne težave, kot jih imam jaz, oziroma so jih imeli enkrat v preteklosti. In poleg tega mi je dala tudi veliko znanja, ki smo ga v bistvu potem takoj lahko uporabili na naši podjetniški poti. Govori se veliko tudi o mreženju, ki ste ga kot mladi podjetniki deležni. Kako prav vam je to prišlo? Dejansko pri nas je bilo tako, da smo tudi neki strank že dobili preko ljudi, ki smo jih spoznali na akademiji. Sej ni bil to naš prvi cilj, ne? Ampak se je tako izkazalo. Tako da mreženje je veliko, spozna se od dejansko potencialnih strank do mentorjev, do na koncu prijateljev. Kako bi, s kakšnimi besedami priporočili GoStart Akademijo mogoče tistim, ki so v dilemi, ali bi investirali svoj čas v nova znanja prav na Primorskem tehnološkem parku? Jaz bi vsak, ki si je zamislil, da bi mogoče nekaj imel ali že nekaj ima, pa ne gre probat. Ni
spet toliko časa, no je pač en delež časa, ampak res mislim, da se povrne v veliki večji meri, kot je bilo vloženo. Pač jaz toplo priporočam, meni je zelo pomagalo, mislim, nam je zelo pomagalo, smo bili zelo zadovoljni in še vedno jaz rada zahajam tjano po kakšen nasvet ali pa na kavico, tako da res jaz lahko sam priporočim. Se pravi, veliko teorije, ki pa podi z roko v roki s praktičnim delom, glede na to, da imate številne mentorje. So predavanja, imaš tudi osebnega mentorja, ampak so tako predavanja, da si v bistvu lahko že sproti to apliciral na svojo firmo. Tako da v bistvu tudi na predavanjih oziroma na delavnicah si dejansko delal že na svojem primeru, tako da si to lahko samo potem uporabil naprej. Hvala, ker deliš z nami svojo izkušnjo. Najlepša hvala. Kdo se lahko prijavi? Ja, tako tehnično gledano, bi bili mi zelo veseli ustanovitelji v podjetjih, starih od 1 leta do 36 mesecev, iz zahodne Slovenije, tudi Ljubljanski bazen, vabljen, če nas kdo posluša. Čisto vseh branž in oblik organiziranosti, se pravi od SP-jev do DO-jev in tako. Vabljene pa tudi ekipe, ki recimo so tik pred lansiranjem produkta, storitve na trg. Mi bi radi sestavili 2 taki zanimivi, homogeni na nek način ekipi, zato da se pač udeleženci učijo medsebojno pač izkušenje. Drug od drugega. Tako. Vi bi radi sestavili tale stavek zdajle. Se pravi, vi šele sestavljate, vsak, ki se prijavi, še ni gotovo, da bo tudi član Go-Startup Akademije. Torej, prijave sprejemamo na spletni strani Primorskega tehnološkega parka do 27.9. dopoldne. Tako smo tako določili. In vsak bo povabljen, da pride v Primorski tehnološki park naslednjega dne svojo idejo, podjetniški projekt predstaviti podjetniški komisiji. In tam bo se bo odločilo, ali je nekdo sprejet, v kateri program bolj ustreza, ker se bo pojavila ta dilema, v kateri program ne se Na osnovi katerih parametrov se boste odločali, Mitja? Pač programa sta 2. Mogoče ena ta usmerjenost v nekakšen trg je nek produkt in tudi interes podjetnika, kam želi iti. Zelo pomembna je ambicioznost. Se pravi, govorimo, da ko stopiš na podjetniško pot in prav na začetku je to zelo težko in se pravi, ambicioznost je zelo pomembna, ker to je tvoja motivacija. To ni lažje kot pa delati nekje. Je teže, več časa te vzame in se pravi, biti ambiciozen je zelo pomemben faktor. In malo bomo pogledali tudi na produkte, kje so, kakšne so te produkti, ideje za te produkte, ali pač probali oceniti, da imajo nek potencialni trg. Sicer ne moramo biti pravi sodniki, zdaj, ker pravi sodnik je samo trg za nek produkt, ampak ja. Ampak s tem se na nek način izognete tudi tistim, ki bi prišli, da bi pogledali, kako to teče, glede na to, da je brezplačno, in vzamete pod svoje okrilje tiste zagrizene, najbolj zagrete, z neko perspektivo. To je na nek način varovalo. Kot je rekla Marjana, najboljši je, da imaš že podjetje storjeno. To je najboljši pokazatelj, da je že stopil na to pot. Se pravi, programa nista primerna za tiste, ki so se lih pred kratkim dobili neko poslovno idejo, pa neki bi, pa še ne vejo točno, kaj bi. Tle imamo druge programe, lahko se obrnejo na nas in bomo svetovali, do kam naj pridejo sami, kaj naj naredijo, da bodo primerni za to. Mogoče eno tako razmišljanje, tudi ki se ga probamo izogniti. Jaz sem zaposlen in zdaj bom tle 3 leta probal nekaj še zraven delati in bom bil zaposlen za vse večne čase in bom zraven imel še podjetje. No, po naših izkušnjah to ni dobra kombinacija in se ne izide v dobro. Pač, hočemo tiste, ki želijo imeti podjetje, saj, če ne danes, saj jutri in to je njihov vir prihodkov in njihova ključna zaposlitev. Marjana Simčič-Humar, se dovolj zavedamo ali zavedajo podjetniki, kakšno priložnost jim ponujate, glede na to, da je program brezplačen, glede na to, da je poskrbljeno za ves ta support in konec koncev tudi mentoriranje še potem, ko se tole aktivno izobraževanje zaključi? Ja, torej program je vreden skoraj 3000 evrov.
in ga ponujamo za izbrane udeležence brezplačno. Zajema pa 12 interaktivnih delavnic v roku tega meseca oziroma 2 mesecev trajanja programa. Potem, kot ste omenila, še v bistvu mentoriranje strani podjetnikov ali naše ekipe, pa tudi mreženska srečanja, dostop do delavnic znanja. Skratka, tle je ena široka paleta storitev, ki jih taki podjetniki dobijo, ko nekako se vključujejo v našo skupnost. Seveda pa tako, ne, v resnici nič ni zastonj v smislu, da kaj mi pričakujemo, ne. Mi pričakujemo, da tisti, ki dobijo znanje, ga tudi potem delijo naprej, da so pripravljeni mogoče kdaj mentorirati, se s kom pogovoriti z mlajšimi, ali pa sploh mi organiziramo tudi programe za šolajočo se mladino, ne, mogoče njim kakšen nasvet kdaj, tako da je to pričakovanje je te vzajemnosti. Ja, prav Tjaša in Nina, ki smo jih prej slišali v oddaji, oni dve to odlično počneta in smo jih hvaležni za to, tako da pač, ja, tukaj se res ustvarja potem ta povezanost podjetnikov med sabo. Jaz bi dodal to, da v bistvu podjetniki, ki so vključeni v skupnost, te, ki pač so daljša leta tle pri nas, v bistvu imajo podjetništvo je njihova strast in oni še želijo to deliti, oni želijo pomagati šolajočim pač v različnih programih, želijo deliti, se želijo srečevati in je tema, kot za nekoga drugega hoja v hribe, je za njih podjetništvo vsakdanja tema. Go Startup Akademija, kot rečeno, 27. september je tisti dan, ob 12. pravite, Marjana Sumčič, humor, ampak Akademija, Mitja Mikuš, že ste dejali in nakazali, da je na nek način tudi vstopnica v Primorski tehnološki park oziroma v to podjetniško stičišče, ki ga s takimi dogodki ustvarjate. Ja, v bistvu Primorski tehnološki park ima različne programe in so osnovani tako, da nudijo podporo podjetjem več let. In Akademija je samo tisto začetno šolanje, kjer pridobiš vsa znanja, vse zavedanje, o čem se moraš ukvarjati, zato da imaš uspešno podjetje, potem pa na podlagi delavnic, pa klubov raznih in pač seveda v lastni režiji tudi izobraževanja izpopolnjuješ to znanje. In hočemo biti kot neko domovanje podjetjem, kjer se stalno lahko vračajo, srečajo tiste ostale podjetnike, zmenjujejo izkušnje in je to neka skupnost, ki se gradi. In pač podjetja so tudi več let, 5-6 let aktivni člani Primorskega tehnološkega parka. Skupaj rešite marsikakšen izziv. Pravite, kaj pa je tista najvišja dodana vrednost inkubiranja? Ja, v bistvu, veliko jih je, ampak recimo dve, ki sta res po mojem najbolj pomembni, je to, da mentoriranje, mentorski program, se pravi, načeloma glede na naše projekte, s katerih smo financirani, poskušamo vsako leto zagotoviti vsakemu podjetniku recimo okoli 20 ur mentoriranja, se pravi, mi skupaj poiščemo nekoga podjetnika, Primorski tehnološki park ga plača in on določeno uro mentorira nekemu podjetniku in se z njim je sogovornik, izkušen sogovornik. In to je zelo pomembno, kadar je podjetje v naslednjih fazah rasti, da ima nekega še bolj izkušenega podjetnika. Druga stvar so pa klubi, mesečna srečanja skupnosti podjetnikov, kjer v bistvu se med sabo izmenjujejo izkušnje, rešujejo izzive in v bistvu si delijo izkušnje. To je zelo pomembna zadeva. In eno bolj zanimivih, lahko rečeva, srečam bo že 13. septembra v Termiki. Kaj pripravljate? Parkrat na leto povabimo znane podjetnike sveta startupa. 13. bo naš gost Dušan Omerčevič. On je bil product manager na Zemanti, potem odprl svoj startup, dobil večmilijonske investicije v Ameriki in leta 2021 tudi prodal to podjetje nemškemu podjetju. Zdaj je investitor in v bistvu tako nekako šolski primer tega, kako zgraditi startup, ga prodati. Z njim bomo pa govorili predvsem o tem, kako kako naj podjetje raste, kako sprejemati hitre odločitve, pametne odločitve, kako stati fleksibilen v razmišljanju. Tudi ne samo skozi oči investitorstva, ampak tudi za ostale. Tu hočemo zapeljati ta pogovor, da bo vsak imel nekaj od tega in gost je res prodoren in zanimiv podjetnik. Pride lahko vsak, Marjana?
Seveda, to je odprto srečanje, potrebna bo prijava na spletni strani Primorskega tehnološkega parka. Seveda pa posebej vabljeni torej ustanovitelji podjetij v različnih fazah, tudi zato, da se srečamo, da se spoznamo, mogoče smo komu danes vzbudili zaupanje za GoStartup Akademijo, tam bo odlična prilika, da predebatiramo marsikaj, da tudi srečajo kakšne predavatelje ali pa bodoče mentorje, tako da bomo res veseli vsakega gosta, ki sicer se ponašate kot Primorski tehnološki park z številnimi specifičnimi delavnicami. Velikokrat je potrebno klikniti na vašo spletno stran, pa smo na tekočem, kaj ne? Tako, na spletni strani ali pa naših družbenih omrežjih. Danes so kanali pač številni, odprti, tako da tam obveščamo, ko je kaj na voljo. Imamo tudi naš newsletter, tako da tudi tega se lahko pač naročite in spremljate. Naši programi niso samo za inkubirana podjetja, ampak tudi za vsa druga, ker skratka ta skupnost mora biti živa, dinamična, prinašati nova znanja. In v zadnjih letih pa se še posebno trudimo, da dobimo kdaj tudi predavatelje iz tujine in tudi tako še dodajamo vrednost temu znanju, ki že je v Sloveniji. Tudi na GoStartup Akademijo se prijavimo na vaši spletni strani. Za konec v enem stavku, zakaj je GoStartup Akademija dobra odločitev? Ne izgubljati časa z lastnimi napakami. Znanje je ključ do uspešnega podjetja. In pogovorne oddaje kot današnja, če jim prisluhnete, lahko pripomorejo k prvim korakom uspešne podjetniške poti. Hvala, ker sta prišla in hvala, ker to odlično priložnost delita z poslušalkami in poslušalci Radia Robin. Hvala za vašo pozornost. Lep dan želim, Martina Arčon. Radio